začuti ritem. Upam, da ste začutili ritem. Jaz sem že malo padla noter, mi dve stajo se že kar nekaj časa pogovarjamo tule, ko še vi ne veste za to. Ampak ja, ta je tukaj z mano, tako da pozdravljena, Taja, še enkrat. Servus. Mi dve, ni tako dolgo nazaj, kaj smo bile skupaj, ne? Ja, res je. Kdaj je bilo? 2 meseca nazaj? Ja, mislim, da je bilo nekje tukaj in jaz sem te izzivala in sem rekla, kdaj bo kaj novega in evo ti si ena izmed tistih, ki držiš obljubo in ker obljuba dela dolg, si prišla osebno predstaviti svoj videospot. To je to. To sem ti ful hvaležna. Komaj čakam, da si pogledamo novega, tega smo si že ogledali, ampak če slučajno še kdo ni videl, ne? Kdaj je pa tale videospot je šel? Tale videospot je pa šel po mojem nekje 2 tedna nazaj. Tale najnovejši. Najnovejši, ja. Kaj pa Čutim ritem. Čutim ritem, ne? Čutim ritem pa je bil lansko leto, poleti, konec avgusta. Tako da to je bil predzadnje. To je bil predzadnje, ja. Torej je bilo pauze vmes nekje? September, oktober, november, december, januar. 5 mesecev. 5 mesecev. Misliš nadaljevati v tem tempu? Po mojem ja. Bi se prilegel kak dopust, ampak po mojem bo šel kar tak, ja. Tako da v bistvu ideje kar letijo, imaš dost besedil napisanih, to sama pišeš, ne? Sama tudi kaj različne inštrumente igraš? Sama pišem besedila, potem pa pri produkciji pa sodelujem z različnimi ljudmi, recimo zdaj sem kar tak, lahko rečem, v eni rednem sodelovanju s Kevinom in Cliffordom. Drugače pa zgodi, da tudi sama se lotim produkcije, imam tudi veselje s tem. Si pa iz Maribora, ne? Sem iz Maribora. Pa se povezuješ tudi kaj z Mariborčani, glasbeniki, kaj takega? Zdaj dejansko glasbena zasedba je pretežno iz Celja. Celja? Ja, Celje pa Laško, tu okolica. Edino moj brat, bobnar, je z Maribora. Aha. To pa to, ja. Razumem. Torej, kako si pa dobila idejo za zadnji komad? Idejo za zadnji komad? Sred zime sem hotela servirati en taki malo pomladni feeling, ne? Skoraj že poletni v bistvu. Nekaj je malo upbeat, ne? Da ni glih, ker tipično za mene je, da po zimi grem ven z neko balado. In je to. Tebe si presekala zdaj? Sem presekala malo, ja. Se pa še nisi torej zimski tip? Ne. Mislim, pa še mi mir zime, pa recimo to, da si lahko not pa gledaš malo filme, ne. Ampak, če se moram odločiti med najljubšim letnim časom, je to sigurno tista pozna pomlad ali pa poletje. In zato si se zdaj po zimi zatekla v terme? Ja, ja. Zadnji spot je torej bil posnet v termah? V bistvu je bil posnet, to je hotel Habakuk. Ampak mi smo posneli večino kadrov na njihovem tem wellness oddelku. To so zdaj tam prenovili, ne? Ja, čisto prenovljeno. In kako ti je bilo všeč? Super. Legenda. Si imela vroče zasebnost, se je to rezerviralo, zaprlo za tebe, ali so bili tam tudi kakšni obiskovalci, ki so tam kukali in slikali in snemali? So bili gosti, ampak so se kar umikali, no niso hoteli ravno biti pred kamero, no. Pa niso točno vedeli, kaj delamo, ali snemamo neko glas za kopalke, ali kaj se dogaja, niso štekali. Tako da ti ni bilo neprijetno, si vajena že tega? Mislim, prvič sem bila na bazenu, ne, ampak prvič sem bila tudi v kopalkah, ampak nič ni bilo, ja, kaj takega. Ampak je pa kar malo vzporednica z tem spotom, ki smo si ga že pogledali, ne? Tule pa si bila v telovadnici in si tudi na nek način zgleda, kot da si v kopalkah, ampak v bistvu je to kao za trenirati neka oprema, ne? Ni dosta razlike. Ja, to se kar navezuje. Imaš mogoče potem v mislih za zimo pa kaj bolj oblečenega? Pa bomo videli. Ali boš kar ostala? Jaz mislim, da oboževalci se ne bi branili, ne? To je to, ne? Zdaj novemu videospotu gre dobro, sem videla v 2 tednih čez 8000 gledov, tako da čestitke, dobri komentarji. Vidim, da se trudiš tudi okrog po člankih različnih, je bilo veliko napisano. Kako si se pa ti odločila, da boš izbrala pač ravno Habakuk in tak videospot? Vedno si tudi sama v videospotih, ne, si razmišljala, mogoče kdaj v kakem soigralcu? Ja, sem ga ful težko najti. Ja? Ja, nemogoče, pravzaprav skoraj že najti.
Ko imaš tako visoke kriterije? Mislim, kriterij je to, da zna nekako da zna uživati pred kamero, pa da se dobro počuti. No? Ampak, kaj jaz vem, ja, ni mi še uspelo dobiti. Ampak rekla si, da imaš brata, ne? Brat ne bi bil za to nikoli. Ful se ne rad izpostavljam. Jaz sem pa enkrat izkoristila mojega brata. Ja, imam en video spot, ko pijem se napijem in takrat sem rabila gostinca in sem rekla, nič, John, glej, rabimo folk, idi tam v šank, delaj se, da mi točiš napij, da ne boš pil slučajno. Tako da ja, sem ga kar ponucala že. Super, jaz sem brati so fajn za to, res je. Drugače pa kak pa v prostem času si ga še imela zdaj kaj, ali si se čist vrgla v samo glasbo in izključno glasbo in sam pišeš in samo ustvarjaš, ali tudi kaj ostane prostega časa? Izključno, tako bom rekla, kar se tiče dela, ostajam samo pri glasbi, ker je ogromno nekega dogajanja v zvezi s tem. Tako da, kaj se tiče, prostega časa si vprašala. V prostem času pa strežem v bistvu svojemu mačko. Skrbim za to, da je čisto. Kaj je taki razvajenec, ali še mladiček, ali je že bolj stare? Razvajenec, ki je star 5 let. Zelo sladek, ampak moram paziti, da kaj ne nastavim takega, kar lahko dol vrže, ker vsak trenutek imam lahko razbitine na tleh. To mi je poznano. Ti je poznano? Ja. Pač jaz imam to srečo, da pač živim v hiši in na svojih vratih imam tudi vratca za mačko, tako da No, to je fajn, ja. Lahko gre, ko hoče, ampak ni pa rečeno, da ne bo prišel noter in mi je začel praskati po sedežni, čeprav ima zunaj veliko prostora in veliko dreves, ampak pač to so mačke. Imajo prav posebni gušt, še doma razdejanje. Tako se mi zdi, da so po eni strani lahko tudi kot mali otroci, veš, ki iščejo pozornost. Če ne dobi pozornosti, bo pa šel, pa bo delal škumpe. Nekako tako, ja. Imaš kaj dosti nastopov tudi? Imaš kakšne bolj zaključne družbe ali imaš kakšne prireditve? Tukaj v Mariboru, okolici. Zdaj se pripravlja en nastop aprila, ampak še skrivnost malo. Je pa ful, tako sem ponosna. Posebna scena? Ja, posebna scena. Tako da bom objavila po mojem, katerega smo zdaj? Februarja. Februarja. 22. Marca, začetek marca objavim, kje bo. Okej. Tako da bo pa to za javnost? Za javnost, ja, definitivno. Okej. Ja, nič, treba bo spremljati tvoje profile, ne? Verjetno boš objavila na Facebooku, Instagramu. Taja Božič, Instagram, Facebook, TikTok. A TikTokaš tudi? Ja, tudi. Moram pogledati. Greš na one izobraževalne fore, umetniške, ali greš na tiste crazy ones? Ja, grem kar na crazy ones, pa z dosti humorja, ker imam sama rada to in se veš, kak je pri TikToku, ko se kar ujameš to. Ampak vem, da me najbolj sprostijo TikToki, ki me nasmejijo, ali pa me navdihnejo, ne vem, s kakim novim receptom tudi, to mi je fajn, pa seveda živali, ne. Ja, tako da kaj, tvoj maček je že dobil glavno vlogo na TikToku tudi? Je že dobil, ja. Da pa moram 100% pogledati. Mi si bomo pogledali tvoj videospot, me pa zanima, kakšni so pa vseeno plani za naprej. Ok, omenili smo torej aprila veliko presenečenja, na katerega bomo pozorni. Kaj še lahko pričakujemo? V roku 5 mesecev spet nov komad, ne? To si rekla, da se bo kopalke, ja, ne? Ne vem še. Ne vemo, ok. Ja, manj ne more biti kot kopalke. Igravci se mogoče lahko zdaj že prijavijo, ti lahko že pišejo. Prosim, naj se prijavijo. Če imaš v mislih, kaj bojo to kakšne vroče scene morda, ali so to bolj tak soft variante v vlogi kakega, ne vem, policaja ali, ne vem, gostinca ali kaj takega. Si dala dobro idejo, evo, policaj, no? Policaj, okej. Torej, zdaj, ko smo ravno tukaj v živo, naj povemo, da je to sedaj pomembna audicija naenkrat nastala, da se vsi, ki bi želeli igrati vlogo policaja v novem videospotu, lahko javite tajna, Facebook ali Instagram, vas pričakuje. Ja, mene pa tudi zanima, če ti bo to uspelo. Upam, da bo, ne? Da bomo se imeli čez 5 mesecev spet kaj za pogovarjati. Jaz ti želim, da se ti vse uresniči in da pač se spet kmalu vidimo, ne? Zdaj si bomo pa pogledali spot. Če bi še rada sama kaj dodala?
V bistvu vsem želim samo, da naj uživajo v vseh danih trenutkih in naj se prepustijo in naredijo iz življenja največ, kar lahko. Evo, hvala ti, Taja, pa si poglejmo spod.